razlika je pri tej stavbi, kaj je, da je taki velikan, tako temu rečeno, ne, in da je že zaradi tega posebna, pa lastništvo razdrobljeno, veliko je nekih takih problemov in želeli smo skozi ta Urbakt projekt čim več poiskati tako stavbo, ki rešuje čim več problemov, ne. Imamo manjše stavbe, ko je že določene ideje, rabe, skoraj da dorečene, ampak mi smo hoteli ravno nekaj takega, kjer še se zelo malo dogodilo, zelo malo še dogovorjeno, tako da z tega vidika smo jo pač tudi že izbrali. Strani recimo stroke je seveda ne moremo mimo tega, da ima ta objekt izjemno zgodovinsko vrednost. V zavesti ljudi in v zavesti tudi naših študentov so ga tako opredelili v projektu, deluje kot osamljen otok. In prav to, kar je naziv Urbakt projekta Prebujanje spečega velikana, je tematika, ki se je vlekla skozi naše strokovno in študentsko delo ravno iz teh obeh vidikov, kako ohraniti grajeno strukturo z neko zgodovinsko vrednostjo in kako izjemno območje v tem trenutku odrezano sveta Maribora in njegovega prebivalstva izoblikovati v neko novo centralno območje, kjer bo atribut zeleno, trajnostno, predvsem pa narejeno za ljudi na prvem mestu. Ta objekt je še posebej vreden obnove zaradi zgodovine, ker je zgodovinsko zaščiten, ker leži na takšni lokaciji. Tukaj lahko zaživijo vsebine, ki bojo edinstvene, ki se bojo hkrati dopolnjevale z vsebinami sosednjega Europarka, ki bojo omogočale ljudem različne sprostitvene programe, ustvarjalnost, turističnega trženja starih zgodb tega objekta. Tukaj notri je bila Titova celica, tukaj notri je bilo zaprtih veliko poznanih ljudi. Tako da to so lahko zgodbe, ki so zelo zanimive za mesto, za celo regijo. Z tega vidika se nam zdi ta objekt vreden obnove.